imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Spoštovani romarji, še zlasti tisti, ki ste prihodili sem, dragi vsi navzoči, pater provincial minoritske province, svetega Jožefa, slovenske minoritske province je z nami, ki bo daroval to polnočno sveto mašo, prav tako pozdravljeni vsi duhovniki, so bratje, pevci, skratka vsi, ki smo v tej noči zbrani ob bdenju pri naši Mariji, da bi nas njeno vnebovzetje spominjalo, za kako velike in lepe stvari je Bog ustvaril človeka. Pa pripravimo srca za srečanje z Gospodom, srca za tisto lepo, kar nam je darovano, Jezus Kristus v sveti Evharistiji. To sveto mašo pa darujemo za krojaški ceh ter za farane. Kot že rečeno, poglejmo v svoje srce. Kaj bomo prosili po Marijinih rokah Gospoda, kaj bomo prosili Gospoda, da nam tudi odpusti v kratki tihoti. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Slava Bogu na višavah. Vsemogočni, večni Bog, brezmadežno Devico Marijo, mater svojega Sina, si s telesom in dušo vzel nebeško slavo, naj bomo vedno usmerjeni v to, kar je Božjega, da bomo v nebesih deležni njene slave, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige Razodetja.
Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu, žena, obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik ognjeno rdeč zmaj, ki je imel 7 glav in 10 rogov in na svojih glavah 7 kron. In njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode z železno palico. In vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je ubežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ga je Bog pripravil. In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast našega Kristusa. To je Božja beseda. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristus je stal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, ker je namreč po človeku smrt in po človeku vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. Toda vsak v svojem redu, kot prvi Kristus, potem kateri bodo Kristusovi in ob njegovem prihodu, na to bo konec, ko bo kraljevanje izročil Bogu in Očetu, potem, ko bo izničil vsako poglavarstvo in sleherno oblast in moč. Kajti kraljevati mora, dokler ne položi vseh sovražnikov pred svoje noge. Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt, kajti vse je podvrgel njegovim nogam. To je Božja beseda. Marija je vzeta v nebesa, veselijo se angeli. Aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu. In Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. In odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod. Marija pa je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se na nizko svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil on, ki je mogočen, in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli. Mogočne vrgal s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, do Abrahama in njegovega roda na veke. Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako 3 mesece, potem se je vrnila na svoj dom. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, romarji in marijini častilci, najprej lepo pozdravljeni ob tem slovesnem prazniku Marijinega vnebovzetja. V vsebino praznika Marijinega vnebovzetja nas je popeljal odlomek iz zadnje knjige Svetega pisma, iz knjige Razodetja v 1. berilu. Pisec, evangelist Janez, navaja močna in zgovorna znamenja, s katerim nam predstavlja veličino Boga in njegovo razodevanje človeku. Kot prvo znamenje navaja ženo, obdano soncem. Vsak takoj pomisli na Marijo. Seveda lahko predstavlja njo, ima pa to znamenje tudi širši pomen. Soncem odeta žena kaže tudi na svetlobo, ki razodene stvari v resnični in pravi luči. Žena je odeta v lepoto in lepoto tudi razodeva. Pod nogami žene je luna, znamenje negotovosti, spreminjanja in odvisnosti. Dejstvo, da se to znamenje nahaja pod ženinimi nogami, izpričuje, da gre za ženo, ki je svobodna vsakega slabega vpliva in odvisnosti od česarkoli. Venec zvezd nad njeno glavo nakazuje, da je že v slavi. Žena lahko predstavlja tudi cerkev, novo Božje ljudstvo. Žena je noseča, to pomeni, da je rodovitna, da daje življenje sinovom in hčeram.
pije v porodnih bolečinah, kar kaže na rojstvo Božjega Sina, ki ga je rodila nova Eva, Devica Marija. Zastavlja se nam vprašanje, kaj pomeni velik zmaj s 7 glavami in 10 rogovi. Kaže na izjemno moč slabega. 10 rogov v Svetem pismu namreč pomeni moč in vladanje. To znamenje pa ne nakazuje popolne moči, saj ima znamenje nad glavo žene 12 zvezd, kar pomeni, da zmaj ne more slaviti zmage. Bratje in sestre, knjiga Razodetja je nastala v času, ko so kristjani že trpeli preganjanje in so mnogi izmed njih umirali mučeniške smrti. Današnji odlomek tako želi v vernikih utrditi vero in prepričanje, da kristjani niso sredstvo v rokah hudobije tega sveta, ki želi kristjane izbrisati in uničiti. Evangelist Janez je spodbujal kristjane, kateri zaupanje je bilo zaradi preganjanja in trpljenja načeto. Povedal jim je, da kristjani ne bodo hrana zmaju in da na koncu zmage ne bo slavilo zlo. Pokazal jim je, da njihova pot vodi v nebo. Tudi otrok, ki ga je rodila žena, je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. Pričujoči odlomek iz knjige Razodetja predstavlja soočenje kristjana s svetom, v katerem živi, kjer smo kristjani velikokrat izpostavljeni nasprotovanju ali celo preganjanju. Na tem mestu nam lahko pridejo naproti cerkveni očetje z likom Božje Matere. Prepričani so bili, da če je kdo zares verjel Božjo besedo in ji dal prostor, da se v njem utelesi, je to bila Devica Marija in da zato nad njo ne more slaviti zmage to, kar je slabega, kar je grešnega. Bratje in sestre, razmišljanje ob odlomku iz knjige Razodetja postaja vedno bolj aktualnejše, kajti okolje, v katerem mi danes živimo, postaja vedno bolj pogansko, podobno tistemu, s katerim so se soočali prvi kristjani. Vera postaja zasebna stvar, ki nima ničesar opraviti z našim vsakdanjim javnim življenjem. In tako mnogi živijo dvojno življenje, brez Boga in z njim. Na delovnem mestu in v javnem življenju se obnašamo kot vsi drugi. V cerkvi pa želimo pokazati svojo vero. Prav tako tudi ne uspemo povezati človeka kot telesno in duhovno bitje v eno samo celoto. Kar je človeškega, vemo, da je krhko in negotovo ter usojeno smrti. Kar je Božjega, pa je večno. Dogma o Marijinem nebovzetju, ki jo je razglasil papež Pij XII., pa poudarja ravno to, da tudi telo najde svoje mesto v Bogu in da je namenjeno poveličanju. Današnjega človeka, bratje in sestre, pesti veliko gmotnih, ekonomskih
in tudi socialnih težav. Naša glavna in največja želja pa je želja po odrešenski moči. Tisti moči, ki človeka osvobaja od slabega in ga usmerja k dobremu, da bi živel življenje vredno človeškega dostojanstva in da bi rastel v tisti pravi kulturi, to je kultura ljubezni. Človek se danes pogosto obravnava kot sredstvo, s njim se manipulira na različne načine strani politike in raznih drugih lobijev, ki želijo kontrolirati potek stvari, v ozadju pa so le njihovi osebni interesi, ne pa skupno dobro in dostojanstvo človeka. To se kaže v sistematičnem razbijanju osnovnih vrednot, družine, človekovega dostojanstva, solidarnosti, sprave, odgovornega življenja v našem okolju. Cilj takšnega ravnanja je doseči osredotočenost in zagledanost v tuzemski svet, saj po njihovem prepričanju ni drugega življenja kot to, ki je omejeno na nekaj desetletij in ki ga je zato potrebno kar najbolje izkoristiti, najlepše preživeti. Bratje in sestre, miselnost, ki se vse bolj širi med nami, želi v isti tok spraviti tudi nas, kristjane. Že res, da smo po rojstvu vsi del tuzemskega sveta, toda po krstu smo Božji otroci. Prejmemo novo, večno življenje, to pomeni, da smo kot celota zapisani življenju. Blaženi Anton Martin Slomšek nam v svoji pesmi Nebesih sem doma jasno kaže, da v sebi nosimo hrepenenje po večnem življenju. Lahko rečemo, da nosimo več kot le hrepenenje, kajti to večno življenje je že prav v vsakemu izmed nas vse naprej od našega krsta. Današnji praznik, ki ga obhajamo, Marijinega vnebovzetja, je zato za vsakega od nas praznik veselja in praznik upanja. Vnebovzetje Marije je zaključek poti, ki ni bila dosti drugačna od naše poti. Marija se je veselila in je tudi doživljala bolečine v svojem življenju. Svojo vero je živela sredi vsakodnevnih opravkov in vsakdanje skrbi vsake matere, ki skrbi za vsakdanje življenje, ki mora skrbeti za hrano, za obleko, za hišo. Ravno to njeno vsakdanje življenje je bilo polje, na katerem se je razvijal poseben odnos z Bogom med njo in Božjim Sinom. Od nas se je razlikovala le po globlji veri in večjem zaupanju v Boga. Tudi v njenem življenju so bili trenutki, ki jih ni razumela, je pa vse ohranjala v svojem srcu, o njih premišljevala in jih izročala Bogu. Kolikokrat smo tudi mi, bratje in sestre, v podobni situaciji,
ko nečesa ne razumemo, ko morda ne vidimo smisla, ko nam vse postaja pretežko. Ne ostanimo v teh trenutkih sami. Pustimo, da se nam Marija pridruži, da nas spremlja v naših radostih in bolečinah, da nas uči, kako lahko vse to izročimo Bogu. Danes smo v Evangeliju slišali, da svoji sorodnici Elizabeti ni prinesla samo svoje bližine, svoje pripravljenosti in pomoči, ampak da je svoji sorodnici Elizabeti prinesla Božjega Sina Jezusa Kristusa. Prinesla je njegov evangelij in njegovo odrešensko moč. Bratje in sestre, ali je v nas toliko velikodušnosti, odprtosti, da bomo tudi mi sprejeli Marijo, ki prav tako, kakor Elizabeti, prinaša Božjega Sina? Ali smo ga pripravljeni sprejeti in z njim živeti naše krščansko življenje? Mnogokrat se nam zdi, da gre ta svet svojo smer in da sami ne moremo prav ničesar storiti, zato podležemo logiki tega sveta, ki je grajen na relativizmu in oživaštvu. Namesto, da bi ta svet prinašali Kristusa, njegov evangelij, da bi prinašali luč, da bi prinašali mir, da bi prinašali veselje in da bi prinašali veselje. Skratka, da bi prinašali Božjega Sina po vzoru Device Marije. Zato vas povabim, bratje in sestre, da danes prosimo Boga, da bi po Marijinem zgledu in njeni priprošnji naši domovini postajali vedno bolj znamenje življenja in da bi v naših družinah gojili vrednote, ki to življenje ohranjajo. Tako bomo tudi mi, kot Marija, udeleženi pri Božji slavi in bo tudi naše življenje hvalo njegovega veličastva. To pa je pot, ki nas vodi v večno življenje. Pot, ki ni samo v tem, da občudujemo našo nebeško Mater Marijo in njeno nebovzetje, ampak pot, na katero stopamo, želimo hoditi po njej in se pridružiti Mariji v večni slavi, večnem življenju. Ali je v nas ta želja, bratje in sestre? Ali v sebi nosimo to hrepenenje, da bi razvijali Božje otroštvo in po vzoru Device Marije hodili z Gospodom? Stopimo zavestno in odgovorno kot Božji otroci na to pot in ob češčenju Marije in veselju njenega vnebovzetja tudi mi imamo jasni cilj, da želimo hoditi po poti, ki nas vodi k temu, da bomo nekoč skupaj z Marijo se veselili in v polnosti praznovali nebovzetje, ko bomo z njo v nebesih. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, vse vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki,
in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen je ustvarjen, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja šel iz nebes in se zavesil po svetem duhu, Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih in verno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavamo in krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja prihodnjih. Bratje in sestre, slovesni praznik Marijinega vnebovzetja nas navdaja z iskrenim veseljem, saj je ponižna Gospodova dekla poveličana z dušo in telesom nad angelske zbore, kjer kot dobra mati vedno skrbi za nas svoje otroke, zato zaupanjem prosimo potrebnih milosti. Vera v Marijino vnebovzetje naj utrjuje v vseh članih cerkve hrepenenje po božjih darovih in poveličanju v nebeški slavi. Prosimo te, usliši nas. Marijina neminljiva nebeška sreča naj človeštvo varuje hlastanja za minljivo zemeljsko srečo in nas vse spodbuja pri zadevanju za trajne duhovne vrednote. Prosimo te, usliši nas. Poveličena nebeška mati, ki se je veselijo angeli, naj svojo priprošnjo pomaga, tolaži in prinaša upanja tistim, ki trpijo na zemlji zaradi boles, krivic in pomanjkanja. Prosimo te, usliši nas. Zmagoslavlje Marije vnebovzete naj v naših srcih zbudi še večje zaupanje na Marijino mogočno priprošnjo in voljo po posnemanju njenih kreposti. Prosimo te, usliši nas. Slavi in sreči kraljice nebes in zemlje naj se skoraj pridružijo vsi naši rajni bratje in sestre. Prosimo te, usliši nas. Pri tej sveti maši te še posebej prosimo za krojaški ceh iz Turnišča. Sveti Bog, Jezusovo in našo mater si poveličal zaradi njene zvestobe Tvoje volji in njene silne ljubezni. Usliši naše prošnje, da bomo vedno bolj zvesto hodili po njeni poti naproti Jezusu, ki živi in kraljuje vekomaj.
Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Gospod naš Bog, sprejmi našo dano daritev. Marija v nebeso vzeta naj prosi za nas, da bomo vedno ostali v Tvoji ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res pravično je in vreden si vsemogočni večni Bog, da se Ti vedno in vsem in za vse zahvaljujemo ter oznanjamo Tvoja velika dela. Danes slavimo v nebovzetje Marije, Deviške Božje Matere, ki je začetek in podoba poveličane cerkve, trdno upanje in tolažba potujočemu Božjemu ljudstvu. Nisi hotel, da bi grobo trohnelo telo žene, ki je nosila začetnika življenja in svetu rodila Tvojega očlovečenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, zato Te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli slavimo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni ljubezni, skupaj našim papežem Frančiškom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsaka čast in slava na vse veke vekov. Dragi bratje in sestre, verujemo, da je Devica Marija v nebesih kraljica, tista, katero slavijo in častijo vsi angeli, vsi svetniki, vsi, ki jo občudujejo in gledajo njeno slavo. Vendar Marije ne častijo samo v nebesih, ampak, bratje in sestre, če pogledamo svet okrog nas, vidimo, da so največja svetišča posvečena prav njej. In v teh svetiščih se prav tako zbirajo množice, ki častijo, slavijo Devico Marijo. Tudi mi smo v tej množici vernikov in častilcev, ki jo želimo ob njenem prazniku slaviti in častiti. In kaj je lepšega, kakor da izrazimo to veselje, hvalo z molitvijo, ki nas jo je naučil Gospod. Otče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoje oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati nas spremlja na poti življenja, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Potrdi o umiranju, vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s Tvojim duhom. Devica Marija je prinašala Kristusa, naj bo to svoji sorodnici Elizabeti, kakor tudi vsem ostalim ljudem. Devica Marija prinaša Kristusa, Božji mir, bratje in sestre, prav vsakemu izmed nas. Odprimo svoja srca, sprejmimo ta Božji mir in ga ohranjamo v svojem življenju, v naših družinah, med sosedi, prijatelji, sodelavci. Naj bo naše prepoznavno znamenje, da smo kristjani, Božji mir. In ta Božji mir si tudi ta večer
med seboj podelimo s podajo roke. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš mene, ampak reci le besedo in ozdravljena moja duša. Doroživa ta kruh, poživel vekomaj.
Molimo. Dobri Bog, prijeli smo zveličavni zakrament, z Marijo nebesa vzito naj bomo deležni slave vstajanja, po Kristusu našem Gospodu. Na vrhuncu poletja obhaja, praznuje Cerkev praznik Marijinega vnebovzetja. Se pravi, vse globoke izkušnje doživljamo preko telesa, izkušnjo ljubezni, prijateljstva, žalovanja, upanja. To je torej praznik, ki poudarja dostojanstvo telesa in v Mariji nas bogoslužje usmerja na stvarjenje. Vnebovzetje nas vabi, da doživimo lepoto stvarstva, pa tudi njegovo zdravilno moč. Zato Cerkev na današnji praznik blagoslavlja cvetje in zelišča. Pa bomo to storili tudi to pot. Molimo. Gospod naš Bog, Marijo si povzdignil nad vse stvari in jo vzel v nebesa. Na njen praznik se ti zahvaljujemo za čudovito stvarstvo in za zdravje, ki nam ga podarjaš po zdravilnih zeliščih in cvetju. Prosimo te, blagoslovi to prinašeno cvetje in zelišča. Naj nas spominjajo na te in na tvojo dobroto. Na Marijino priprošnjo nam podari zdravje in nas varuj hudega. Naj se pridružimo hvalnici vsega stvarstva in te slavimo po tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem Gospodu, ki živi in kraljuje vekomaj. Dragi Marijini častilci, naj nas torej praznovanje Marijinega vnebovzetja razveseljuje, kajti to je tudi pot našega življenja, ki nas bo peljala iz zemeljskega večno življenje. Na tej poti vztrajamo in hodimo po vzoru, ki nam ga kaže naša Mati Marija. In naj nas tudi ta Božji blagoslov spremlja pri našem prizadevanju. Gospod z vami. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi, podrešenikov sveta, našem Gospodu Jezusu Kristusu, Sinu Deviške Matere Marije. Amen. Ona je rodila začetnika življenja, njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Amen. Vam in vsem, ki danes praznujemo Marijino vnebovzetje, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu.